Dobrodošli v posebni epizodi podcasta Zadnji meter. Danes se mi je pa pridružil ambasador lokalnega Wings for Life teka, Elvis Mihalič. Midva se sicer enkrat sva se v preteklosti srečala v živo, drugače sva bolj online, in tako boš malo povedal o tvojih začetkih, življenje z invalidnostjo, kako se je vse skupaj začelo. Tako, ja. Ja, jaz sem Elvis, prihajam iz Kozine, kot si povedal. Zdaj, jaz sem paraplegik od rojstva, imam spino bifido, se pravi, sem se rodil z odprto hrbtenjačo, kjer je bilo notri prepleteno živčevje in pretrgano. To so mogli vse skupaj zašiti pa prekriti z maščevjem in posledično ne čutim nog zaradi tega. Tle stegna še malo čutim, ker dol pa čisto nič, tako da tudi stopiti ne morem na noge. Potem posledično so mi tudi drenažo ustavili za ta likvor, ker ga telo ne more samo pravilno odvajati in to. In nič kaj, pol moji so me spodbujali v otroštvu vsi, razen očeta, ker prihajam z ločene družine, pač bil je prisoten alkohol in nasilje in tako, in smo se pri mojih 6 letih ločili. Sem pa imel toliko večjo podporo od mame, starejše sestre, tete, njene družine, none in nonuta, pač babice in dedka. Njim pa res poklon, so me čuvali večino časa. Mama je imela po 10-12 ur delo v kuhinji, tako da sem odraščal večinoma pri njih. Osnovno šolo sem tako rečeno, lahko rečemo, hodil normalno, se pravi uredno. Tam so me sošolci sprejeli top, lahko rečem. Zdaj ne vem, ali zaradi tega, ker sem jaz toliko odprt, ali pač sem imel res to srečo, da niti en me ni zafrkaval. Kozina je bolj kot vas ali? Kozina se že jemlje kot mesto, pol so pa te razne vasice, ne. Tako da ja, na šoli nas je bilo, ne vem, Podjurja. Pol je pa prišel ta čas vpis v srednjo šolo. Meni so takoj na začetku predlagali Cirius Kamnik. Zdaj jaz ne bom skrival, meni do tam ni bilo. Jaz sem šel na informativca, videl en kup invalidov na mestu, sem rekel, jaz tle nimam kaj za delati, ne. Ti se nisi počutil? Ja, se nisem počutil, da tam spadam. Pol sem šel na informativca v Koper, na računalniško. Sicer moja prvotna želja je bila, ker je bila že mama kuharica in sem odraščal z njo, da bi jaz bil kuhar. Zdaj na kuharsko šolo, kelnariti na vozičku in vse skupaj bi bilo malo težje. V prostem času še vedno rad skuham kaj. Drugače, pol sem šel v Koper, tam so mi rekli, ja, ne funkcionira dvigalo, boš mogel 1 leto pavzirati. To itak ne bi šlo, že tako sem bil bolj divji, in da še 1 leto pavziram, ne bi imel danes nobene šole, ne. Pol sem šel še enkrat, sem rekel mojim, daj peljte me v ta Kamnik, da vidim jaz še enkrat realno situacijo. Tam sem potem poznal enega prijatelja, enega Harisa. On je rekel, pridi gor, dolgcajt ti ne bo, smo klapa, je dosti športa. In s tem me nekako prepričal pol, da grem jaz probat gor, no. Sem šel gor, sem bil 4 leta na računalniški. V bistvu je 3-letni program, ampak se vse skupaj zavleče na 4 leta, ker imaš še fizioterapijo, šport, ne vem, vse možno, delovno terapijo, bazen, jahanje, konji. Prav to je vse vključeno v... To je vse vključeno v urnik, ker ti si tam pol še v dijaškem domu, pa imaš te neke učne ure, pa popoldne fizioterapije, delovne terapije, plavati greš lahko, jahati konje. In mene zdaj
te terapije niso toliko pritegnile, fizio še, ampak delovna ne, ker se mi pač ni dalo igrati z unimi kockicami pa risati pa to. In pol me je ta kolega Haris me privabil v košarko na vozičkih. Tam sem potem začel tudi to trenirati. Potem sem z njim začel, takrat sem bil še brez izpita, hoditi v Ljubljano na treninge, za Mercator Ljubljana sem treniral. Potem so me videli, da nek potencial je, sem šel tudi v reprezentanco. Pol se mi je pa zgodila na Češki na enem turnirju nesreča, sem preletel na ramo, mi jo je začelo metati ven, mi jo meče še danes. In sem jaz v tem času tudi zaključil srednjo šolo, šel nazaj domov živeti na Primorsko in si nisem predstavljal jaz 3-krat na teden takrat voziti v Ljubljano, narediti v eno stran 100 kilometrov in trenirati in pol nazaj domov in pol še vikend tekme. Čeprav mi je bilo večkrat žal zaradi tega, ker košarka mi je bila res top šport, pa sem pred košarko že sprobaval in plavanje in atletiko na Nič me ni toliko pritegnilo, ker jaz sem vedno na moč šel. Zdaj pri plavanju boš sam vedel, ni vse v moči in je, ne vem, tehnika in vse skupaj. In nič, pol sem en čas bil brez športa, ker me je zelo bolelo, ker sem odvisen od športa. Sem potem šel v fitness vode brez trenerjev, potem nisem videl nekega napredka, sem si plačeval 2 trenerja, se pravi trenerja in trenerko, ki sta me hotela v bistvu v bodybuilding spraviti, kar mi spet ni bilo všeč, ker so razni dodatki, ki sem mnenja, da ne vplivajo najboljše na telo. Potem me je pa opazil sedanji trener, David, in je rekel, nič, kaj če mi dva probava powerlifting. Sem rekel, lahko probava, ampak David najprej mi povej, kaj sploh je to, ne. Jaz nisem vedel, kaj je to. Pravi, ja, glavni del športa ti bo bench. In jaz, pa ajde, probamo, nikoli nisem prej benčal in sva se dobila v Ljubljani, na Primorski, trening s treninga, tako, in potem sem začel malo bolj resno jemati zadevo. Zdaj bom probal tudi to zadevo malo razširiti v Sloveniji, že zbiram neke fante, zdaj sta začela 2 s Kamnika, glih iz Ciriusa. Sem jim šel malo pokazati, kako deluje stvar. In upajmo, da se razvije, zato ker je to tudi paralimpijski šport. Sam boš pa vedel, da od vsakega športnika največja želja je priti na olimpijske, paralimpijske v našem primeru, ne. Tako je. Ja, zdaj, ko si govoril malo to svojo zgodbo, se mi par vprašanj porajalo. Najprej, imel si res eno podporo doma, kar te je verjetno definiralo, da si zgradil neko zdravo osebnost oziroma samozavest. Druga stvar, tebe za osnovno šolo te niso usmerili v Kamnik. Ali so te? Oni so me hoteli v Kamnik. Že osnovno šolo, pa je mama rekla, da ne. Tukaj imamo zelo podobno zgodbo, ker tudi mene so takrat usmerili v Kamnik, pa sta starša želela, da gremo redno v osnovno šolo, da je pač bolj zdravo zame, recimo, da se med neinvalidi razvijam. Druga stvar, pol, ko si pa šel v srednjo, pa ko si rekel, da nisi želel tja, si zaradi tega, ker si imel nek občutek, da to ne bi dobro na to vplivalo kot osebnost ali kot razvoj tvoj, da se ne čutiš invalida? Ja, meni je bilo vedno tako predstavljeno, kot da jaz nisem invalid. Seveda, vedno sem bil s hodečimi obkrožen. Potem sem videl tam hujše invalide, ki jih vidiš že na Soči. In vedno sem bil tako spodbujen, da naredim iz sebe čim več v življenju in da uspem ne glede na invalidnost, ne. Tam sem pa videl od tega, da se slinijo, da ne morejo govoriti,
Tako in se nisem počutil, da jaz spadam v ta zavod, ne. Ker pa potem dobiš čisto drugačno predstavo, ko priješ noter, ko preživiš tam par let, jaz sem tam 6 let preživel, se pravi 4 leta računalniške pa 2 elektrotehnike. In vidiš, da ti pač najdeš družbo sebi primerno, večinoma paraplejikov nas je bilo. Je pa bilo takrat še, da so zunanji prihajali noter na programe. Zunanji normalno hodeči, no. Sem imel tudi enih 6-7 sošolcev normalnih. Srednja je bila za vse, a ne? Ja, Je bila ja. samo dodatna. Srednja je bila za vse, zdaj baje, da ni več. V katerih letih si bil ti tam? Jaz sem bil od 2012 do 2017, 2018. Ja, ker jaz sem 2-5 v Kamniku igral sedečo odbojko, pa Ja, takrat sem bil še osnovna šola. sem pa imel pod enega tvojega soigralca, smo bili soigralci, Milan Slapničar, ki je bil takrat tudi del ekipe. Druga stvar, ki si omenjal, tudi ta tvoja želja po nekem normalnem oziroma življenju, kjer si pa že poklicni želji kuhar biti, oziroma dostikrat objavljaš na Instagramu tvoje, kaj skuhaš. Ja, ja. In to je tudi neka tvoja strast. Tako, ja. Tle se jaz v bistvu sem odraščal z mamo, ki je bila poklicna kuharca, pol z babico, ki tak non-stop kuhajo. In jaz drugega nisem imel in sem to nekako dobil in vedno, ko sem dobil priložnost, sem tudi sprobaval, ne, v kuhinji. In še vedno rečem tudi punci, pusti, to bom jaz pripravil in se prav se sprostim. Tam sem res jaz, ne. No. Uživaš v tem. Ja, uživam. Kako ti je bilo pa v bistvu to sprejeti, ko so rekli, da mogoče to zate ni primerno? Bom priznal, da težko. Težko je bilo, sploh, ko so mi rekli, šola ni prilagojena, program ni prilagojen, ker ti ne moreš biti sam kuhar, moraš še narediti za kelnerja in ne vem kaj še vse. In takrat sem bil malo, tle pa invalidnost, ti nekaj prikrajša, hočeš, nočeš, nekje si prikrajšan, ne. Ampak potem sem potegnil najboljše ven z tega. Jaz prej o računalnikih pojma nisem imel, ko sem prišel v srednjo, komaj da sem ga prižgati znal. Potem sem se pa naučil in ga servisirati in programirati in spletne strani delati in to mi je danes tudi služba, ne. In si takoj po šolanju dobil prvo službo? Po šolanju sem takoj dobil prvo službo kot študent, pol sem šel izredno študirati, ker če bi šel redno študirati, verjetno bi zabluzil. Primorc, norc, kaj, žurka, disko in to, tako družbo sem tudi imel in potem se neko nič. Pejdi delat, pa deli faks o delu. To je zavestna odločitev, da si vedel, kaj bi te čakali, če bi... Ja, mama mi je dala par nasvetov, da če grem v Ljubljano, da znam gor ostati tudi brez faksa, sam biti gor, pa sestra me je tudi tako malo usmerila in pol sem rekel, saj imate prav. Doštudiral si pa kaj? Ekonomijo. Ekonomijo. Koncu, ja. Potem si se po faksu še zaposlil. Zaredno sem se zaposlil potem v Parku Škocjanske jame Slovenija. Gor pokrivam vse, IT, komercialo, marketing, ni da ni. Pač spet dobivam neka nova znanja. Tako, zraven še poleg službe, kako poservisiram, kakšno spletno stran naredim, imam popoldanski espe in tako. Kako se ti v bistvu zdi pomembno kot osebi z invalidnostjo sprejeti tudi svoje omejitve, ne? Ker dostikrat ljudje imamo sanje in si ne želimo priznati, da mogoče kaj ni mogoče, ne? Da je mogoče biti, da je potrebno tudi realen. Ja, tle sem jaz dosti realist, tako da če vidim stopnice pred sabo, bom rekel, najdi neko klančino. Ne vidiš kot oviro, kot izziv? Ja, marsikdaj je izziv, sploh če te klančine na koncu ne najdeš, ne. Ampak ja, dajmo si priznati, še vseeno te kdaj zadane. Tudi mi invalidi imamo težke dneve, stiske in takrat te zadane tam, kjer mora, ali kako bi temu rekel,
te in marsikdaj rad žalosten, spustiš kako solzo, ampak na koncu dneva še vseeno lahko rečeš, sem ponosen, ker sem prišel do sem in grem dalje. Jokaš da? Jokam, priznam, da jokam, da spustim solzo in mi ni težko to. Lepo. Ja, ti si za joko kdaj zaradi tega? Že dolg ne. Jaz sem pač una stara šola. Moški ne joč. Srbsko vzgoja. Ja. Srbska kribel. Ne, ampak veliko spremljam tvoj Instagram, ko ogromno o tem govoriš, je ravno to sprejemanje. Ne? Pa ljudje dostikrat, ko prihajajo do invalidov, zdaj tukaj ne rabimo biti glih ful politično korektni, ne, da bi čist pravilen termin uporabljali. Meni je že malo zakomplicirano s posebnimi potrebi, ali kako je sploh pravilno, se ne vem. Jaz rečem invalid. Je bil en simpozij enkrat na to temo, da kako se pravilno obravnava. Ja, sigurno je bilo, ampak če lahko, jaz bi kar invalid. Jaz ponavadi, ko me kdo vpraša, rečem kar Darko, mi rečete pa. Ja, no, jaz sem Elvis v celoti. In te pa delno te definira to, ne, sej je konc koncev je malo drugačen način življenja. Ampak ogromno govoriš o teh stvareh, kako pristopati do nekoga, ker ljudje, pa ne, da bi bili zelo namerni, ne znajo. Prej preden smo štartali tole, smo se pogovarjali o kakšnih jokih, ali pa o tem, kako ljudje pristopajo. Kako ti gledaš na to? Ja, zdaj jaz najrajši imam, da me človek direkt vpraša. Prije do mene Elvis, to pa to, a te lahko porinem z vozičkom, zakaj si na vozičku? Ja, sej imam tudi jaz slab dan ali pa dan, ko sem živčen in ti znam kaj reči nazaj takrat, ampak načeloma, če imam dober dan, ti bom lepo povedal. Ne pa sklepati, da sem jaz invalid in da zaradi tega nič ne morem, ne. Ker lahko marsikaj v življenju, to sem že dokazal in še kakšna vizija je pred mano. Tako da jaz spodbujam ljudi, da pridejo pa da vprašajo. Zdaj tudi to marsikomu ne paše, ker ipak tle nas je 100 različnih ljudi, 100 različnih invalidnosti in osebnosti, ne, na koncu dneva. Ampak ja, jaz spodbujam, da se ne sklepa in da se ne dela neki Zdaj, prej si omenil šale, tle vemo, da jih pokamo na svoj račun, vsaj dosti ljudi od nas. Tako tudi doma, včasih so kar presenečeni, ko kakšen črn humor spustim na svoj račun in se nekol od rojstva sem. Kdo bo, če ne jaz? Tako je. Pa prej sem omenil tako punca, kaj se lahko midva hecava na tvoj račun. Ja, če živiva skupaj, ne bova sam resna, valjda boš kakšno foro spustila tudi na moj račun, pa jaz jo sam večkrat dnevno. Ja, pa te je kdo, da recimo humor pomagal pri lažjem sprejemanju različnih situacij? Recimo meni osebno je. Absolutno, ja. Absolutno. Tako v realnem življenju, kot na socialnih omrežjih. To pomeni ful, da vidijo ljudje, da nisi ti zategnjen človek, ampak se znaš pohecati na svoj račun, si se sprejel tak, kot si in to, no. Rekel si, da te enkrat eno vprašala, če spiš z vozičkom, ali kako spiš? Imam socialna omrežja že kar nekaj časa odprta tudi za vprašanja, za predloge, kaj hočejo slišati, ker meni je to vsakdanje in niti ne vem več iskreno, o čem bi govoril. Imam pa rad, da mi postavijo vprašanja. Se pa zgodi sem pa tja, ko dobiš vprašanje, ki te fest nasmeji in na koncu se že vprašaš, kaj to je bila zdaj ta šala, ali je bilo to resno vprašanje. Eno izmed njih je bilo, da me je ena sledilka na Instagramu vprašala, kako pa ti spiš, spiš z vozičkom. In potem sem jaz na šaljiv način posnel video, sem dal voziček, sem vzdignil na posteljo in sva se skupaj pokrila in je bila ta fora, ja, da spim z vozičkom na postelji. Sprejela to šalo. Je sprejela, ker sem ji potem še obrazložil, ne, da ne bo kakšne zamere. Ampak sem dobesedno to
pozitivno sprejel in še sebi naredil nek dodaten content. In si Malo dobil na šalo. Ja. materijala. Ja. In to ozaveščanje, koliko se tebi to, rekel si, da se ti zdi pomembno, no, ampak kolikokrat smo si invalidi sami krivi, da ljudje mogoče ne vejo, kako z nami ravnati? Dostikrat. Jaz bom rekel, da dostikrat. Dostikrat smo mi krivi, naprimer jaz. Dostikrat pa tudi, tako bom rekel, najbližji ljudje, ker mene mama je hotela vedno ujčkati, pa daj bom jaz to, pa daj bom jaz to, pa daj bom jaz to. Zato je mogoče bila ta želja, da grem jaz čim prej na svoje živeti. Ker jaz sem njej vedno rekel, jaz to lahko sam, mama. Kar ne bom mogel, te bom prašal, pomagaj mi. Ampak tudi s tem, veš, potem da en non-stop nekaj naredi zate, ali pa da imaš invalide, ki se smilijo sami sebi, pa se ne bi rabili, ker so zmožni marsikaj. Ampak ja, jaz verjamem, da je nekomu lažje sedeti na kavču, jesti kokice in gledati serije cel dan. Dej se na voziček, pejdi na sprehod, najdi neko službo, če si zmožen. Naredi nekaj zase, ne. Ker ipak tudi, če smo invalide, to ne pomeni, da nimamo življenja. Sej veš sam, in vozimo avte, in imamo službe, in treniramo, in imamo otroke, in tako naprej, ne. Tako da ja, marsikdaj smo si sami krivi za to. Tudi to, recimo, meni se zdi, da če nas v vato zavijajo in nam odvzamejo to zmožnost razvijanja želje po preživetju, se mi zdi, da veliko bolj vpliva, kot pa na nekoga, ki ima vse fizične zmogljivosti. Ker Absolutno. če, recimo, zase vem, če se zredim, ne moram protezo uporabljati, grem na voziček in se polovica življenja zame konča. Tako. To se strinjam, tudi jaz sem imel že 118 kil, pa sem jih potem spravil na 80 in takrat je definitivno bilo meni vse oteženo v življenju, ker zdaj rabim pol minute, da zložim voziček v avto, takrat sem rabil 5 minut, pa še 5 minut, da sem se nadihal zraven. Kaj pa je prišlo do tega? Slaba družba, ponočevanje, potem priješ domov, sprazneš pol hladilnika, pol pa je prišla spet nekako ta želja po športu, sem vedel, da s temi kilami šport ne bo možen in pol sem se spravil v red in zdaj nazaj šport. Zdaj nazaj športač, ne samo to, sanjaš v paraolimpijskih igrah. Sanjam o paraolimpijskih igrah, sanjam to že s prejšnjimi športi sem sanjal, s tem pa zdaj definitivno, zato tudi redno hodim 4-krat na teden trenirati. Sem resen tam, trener vidi velik napredek, v moči, v tehniki, tehnika je vedno mene zafrkavala, ker pri meni je bilo nekako vedno sprogramirano v glavi, vse je na moč, ampak ni. Tehnika je dosti in tako da ja, si želim in verjamem, da enkrat bom prišel tudi do tja. Kakšni so koraki? Ja, najprej so koraki, da sprejmemo ta šport v Slovenijo, potem, da začnemo malo po tujini, da začnemo nabirati točke, pol pa naprej bomo pa videli. Mi boš dal ti kak nasvet. Ja, jaz sem sicer že prišel v obstoječ šport, tako da plavanje je že imel neko zgodovino pri nas, nisem uvajal novega športa, ampak ja, je pa siguren, če cilj imaš, ne, pol veš, zato pa sam najbolj veš, da je pol možno vse. Ljubezen, veliko govoriš tudi o svoji ljubezni. Enkrat so se pogovarjala pred časom, si rekel, da si naredil neko osebno spremembo, pa če gremo malo na to, da si mogoče prej ali drugače gledal na življenje, nase, kaj se je v bistvu spremenilo, da si danes to, kar si? Pa spremenilo se je to, da prihajamo že v neka resnejša leta. Ni več vse samo žurka, prijatelji, pa pijača, pa hrana. In potem sem prišel do tega, da sem nekako začel sam živeti v svojem stanovanju. Tam, ko si prišel domov, sem se počutil tako malo osamljenega, ven nisem več toliko hodil s to bivšo družbo,
ker me je peljala vedno bolj v slabše vode, priznam. In potem, ko si sam doma po službi, po treningu, sem začel razmišljati, kaj pa če bi jaz zdaj se malo zresnil še v temu, pa malo mentaliteto spremenil, pa ful sem enih knjig začel brati, ki jih prej nisem sploh mogel videti, jaz knjig. Sem začel brati, pa podcaste poslušati in tako sem začel delati na sebi. Šport mi je tle ful pomagal, res mi je spremenil mišljenje in vse. In nič, potem sem se začel z malo bolj kulturnimi ljudmi družiti, še vedno smo kaj spili, ampak vse v meji normale. In tako sem zdajšnjo partnerko spoznal v bistvu. Sem jo spoznal na placu, kjer se družijo invalidi, v domu Dva topola v Izoli. Tam je tudi delala nekaj časa. In nič sem rekel, dejva probat, če rata, če ne pa vsak po svoje, ne. In zaenkrat nama uspeva, zdaj sva se preselila skupaj, tako da. Se kdaj soočaš z vprašanjem, ko poveš, da imaš partnerko, punco, kako rečeš? Punco, ja. Da mene dostikrat vprašajo, recimo, če je tudi invalid, ne. Ja. Pa zmeri rečem, da jaz pač iščem svoje kar me dopolnjuje, tako da ima ona 3 ude, jaz pa enega, ne. Tako da se pa dojameva, ampak velikokrat ljudje kar avtomatično pomislijo, da se mi sami med seboj. To sem dobil že večkrat vprašanje, pa že prej, ko sem imel partnerke, a je tudi ona na vozičku. Sem rekel, nimam tako velikega stanovanja, da bi dal kam 2 vozička, ne. Tako da sem mogel lih stoječo vzeti. Prav zaradi varčevanja, pa optimizacije stroškov. Ja, te nepremičnine so vedno dražje in potem sem rekel, nič, eno hodečo. Tako da ja, večkrat sem dobil že to. Nikoli nisem imel partnerke na vozičku. Če bi prišlo do tega, ne bi imel nič proti. Včasih mogoče sem se bal tega, ker sem imel priložnost imeti že partnerko na vozičku, ma danes ne bi bila to ovira. Če bi bila prisotna kemija, ljubezen. Česa te je bilo takrat najbolj strah? Dejansko, kako bova midva en z drugim z vozički, pa izleti, pa po stanovanju dejansko, kako bi midva to sfolgala. Tega me je bilo strah, pa spolnosti tudi me je bilo strah takrat z invalidno osebo in imel sem neke te strahove v glavi, priznam, in tega, gibanja samega, ne, pa pomoči. Tudi povezan s sprejemanjem samega sebe? Je. Dosti na to, da. Ker zadnja leta jaz tako vidim, kako sem dejansko sebe sprejel v popolnosti in kako mi je to olajšalo življenje, ne. Ta brutalna iskrenost do sebe. Ja, to pa dosti pomaga, pove in te porine naprej. Jaz sem enkrat dobil en komentar, oziroma, da smo invalidi znamo biti toksični, da veliko pričakujemo od sveta, kar v bistvu jaz sam sem to tudi počel, to se zavedam za nazaj, ne, da tudi jaz. In to, ampak to, da lahko funkcioniraš z invalidnostjo v svetu, ni samo to, da imaš ljudi okoli sebe, ne, ki te sprejemajo, ampak da ti sprejmeš, da oni ne vejo vsega. Pa tako. Da svet ni 100% te prilagojen. Ja, to, ko sprejmeš to, si na neki točki zmagal, ne. Skrat, ko si v družbi invalidov in neinvalidov, a bi lahko rekel, da opažaš kakšne razlike? Definitivno, ja. Definitivno jih opažam. Sploh, če je dosti različnih invalidov, opažaš in komunikacijo, in razgledanost, in sprejemanje, in pri stoječih, tako pri normalnih, bomo rekli, ali ne vem, kako bi sploh poimenoval. Pa spet obnašanje je drugo, sprejemanje, čeprav jaz nikoli, mogoče res 2-krat v življenju, da sem imel probleme s sprejemanjem ali pa z neko provokacijo.
Je kdo probal prav žaliti na nivoju Ja, invalidnosti? v dveh primerih sem imel, če lahko to zdaj povem. Enkrat v osnovni šoli in to je bil dejansko sin od ravnateljice. Je nekaj začel proti invalidom, ne spomnim se zdaj, ker je že 20 let nazaj. Ampak vem, da je bil kar nesramen, pa sem ga jaz potem takrat, pač divji sem bil, sem ga prijel, sem tako za ovratnik, pa sem rekel, zdaj pa greva do tvoje mame, pa ne obema stisne v kor, tebi za žaljenje, meni pa za nasilje. In sva šla in takrat sva razrešila, sva si dala potem tudi roke. Pa je povedal, zakaj je to delo? Ja, hotel je frajer izpadeti pred sošolci. Lih en 7., 8., 9. razred. Prav, ni Ja. dejansko sovražil oziroma... Ni sovražil, samo tudi zdaj, ko se vidiva, se pozdraviva in vse normalno, rečeva kakšno besedo, ampak takrat mi je malo živc dvignil, no. Zakaj moraš pred celo šolo, bili smo v nekem unem družabnem prostoru, In je kaj ti začel? mene zbrati in me tle zafrkavati z Aha. invalidnostjo. To prav tako oseb, Ja, te je vzel na piko ja, in začel ja, gor, da ja, ste kaj ja. invalidi. Tako neki z invalidi, ja. Ja. To pa enkrat na eni žurki se mi je zgodilo, bolj na vaški veselici. Pač bili smo že malo vinjeni, ne. Pa pride en, ki ga poznam in tako pride do mene in začne s proklet invalid in temi forami prav na hard verzijo. Sem rekel, dej, ustavi se, ker veš, da imaš sam dedka invalida. Sem rekel, ti zdaj svojo družino žališ. Je nadaljeval, pol so ga pa moji prijatelji odstranili z družbe. Tako da ta dva primera, da sta bila ono res. Se je kdaj upravičil pa, ali Ta prvi ja, ta drugi pa ne. ta drugi pa ne? Ja. Jaz sem mogoče tudi bi lahko rekel 2-krat, 3-krat osebno res doživel, tako da je nekdo mogoče res direktno nagovarjal mojo invalidnost. Pa je bilo enkrat, da mi je en model pisal, sem imel še eno partnerko, da mi je pisal, da mi jo bo speljal, da jaz njo ne morem v hribe peljati, da ne morem normalno seksati z njo, da on to lahko. Sem rekel, pa daj, če lahko več ponudiš kot Ja. jaz, mislim. In tako, to je bilo tako najbolj tisto, ko me je pa v bistvu najbolj zadel, oziroma najbolj me je zadel to, da je da mi istočasno meni pisal, da sem zgled, pa ne vem kakšna inspiracija njej, pa še, da z mano ne more biti. Ja, 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 Tako, ja. to je bilo enkrat in drug človek, no, ki je to že pol naredil, ampak drugače pa res malkrat tisto, si pa dostikrat kakšno tisto krč v ljudeh vidiš, ne, ko ne vem, oni starši, ki so rekli, da se otroci ne želijo z mano igrati zato, ker se me bojijo, ne, v resnico pa oni otrok. Ja, ne z njim, kot da si nalezljiv. Ja, veš, ta logika, tudi v mojem otroštvu je bilo že kdaj tako pač. Ko so te pa sovrstniki sprejemali? To pa moram pohvaliti, da vsi perfektno. Res jim pomagali, nesli me na avtobus, šli z mano do doma, da se mi ne bi kaj zgodilo slučajno. Res, moram reči, top izkušnja, sem jim hvaležen. Evo, še javno povem, to res. Si pa rekel, da verjetno tudi tvoja ta možnost komuniciranja oziroma da si nekako se sprejel, da je to temu botrovala. Jaz sklepam, da ja, zato ker vedno rad govorim. Vmes sem se malo zaprl, ker sem bil pol leta v bolnici, sem tam tudi obiskoval, ne vem, 4. ali 5. razred. Ker sem imel eno hudo rano na ritnici in sem pol bil na Soči, da so to z laserjem celili. Takrat sem se malo zaprl, ampak načeloma nikoli nisem imel probleme s komunikacijo in vedno sem našel nek krog ljudi, ki je tudi meni odgovarjal in smo se poštekali in to je bilo to. In zdaj si prišel do tega, da si ambasador teka? Tako, ja, zdaj sem pa že... Kako je do tega sodelovanja prišlo? Nekaj let sem ambasador, bilo je tako, da me je en paraplegik sploh mi je povedal, kaj je to, jaz nisem imel pojma. On mi je predstavil Wings for Life, je rekel, pridi probat, prijavi se, takrat sem res
sem se prijavil, sem rekel, ajde, grem probat, če naredim 5 km, pa 5, nekaj sem naredil ali pa enega. Takrat sem bil še malo bolj buckast, lih začetek moje shujševalnega obdobja. In sem rekel, neč probamo, pa vidimo, koliko smo pripravljeni, kardio, pa tudi psihično. Tle gre neki psihe noter, da se ti porivaš po unih 20. Ki vože z vozičkom v bistvu. Me vidiš nimaš zdaj une gor. formulce oziroma... Ne dovolijo, ne upoštevajo rezultata. Aha, je tak voziček mora biti. Ker ti si kaj enakopraven z unimi, ki tečejo. Ja. Se pravi, je. Je bolj težko, no. Če bi šel s košarkaškim, jaz bi naredil še 20 km po moje zraven. Ja. Kakšno razdaljo pa imaš rekordno? Do zdaj 29 km. 29 km. Ja. Tako da letos ciljamo na 30 plus, ja. Super. Ja. In potem je bilo tako, da sem spoznal tam še par ljudi, med njimi tudi Nino Taki, je bil prvi ambasador za Wings for Life. Če imam jaz neke prave informacije v glavi, je že pred poškodbom z Red Bullom zelo sodeloval. Pa sva se res ful razumela in to in pravi, pa dej jaz in Jernej sva ambasadorja, bi bil tudi ti, ker si tako ful v športu notri, jaz sem bi z veseljem, res. Nikoli se ne branim kakšne take stvari. In nič, potem me je povezal z eno influencerko, z eno Manco Vrhovec, se mi zdi, da se Vrhovec piše, ja. Malo sem slab s temi priimki. Ona me je pa povezala s Klemnom, ki dela na vsej tej stvari. In sem rekel, nič, dajmo ustvariti skupaj eno zgodbo in jo ustvarjamo zdaj že par let skupaj. In kaj ti v bistvu pomeni, da lahko tu sodeluješ? Ne, zdi tak lep projekt. To je projekt, ki v bistvu ljudje tečejo tudi zame. Pač gre vse štartnine grejo za raziskave poškodbe hrbtenjače, ker imam tudi sam. Tle sem hvaležen vsakemu, ki organizira to, ki se udeleži, ki teče od doma, ker je tudi aplikacija, lahko tečeš preko aplikacije. In že s tem sem jaz hvaležen in se čutim dolžnega narediti tudi sam nekaj za to, ne. Tako da to me žene naprej in upam še na dolgoletna sodelovanja. A kaj spremljaš raziskave na tem področju, kaj se dogaja, kakšen napredek? Tudi sem spremljal v preteklosti, zdaj nekaj časa že nisem. Vem, da Amerika, Francija, da se res trudijo in da mogoče pa nekega dne bomo tudi mi naredili kak korak. Te malo provociram, bi si želel hoditi? To je zdaj res eno tako težko vprašanje. Ne predstavljam si hoditi. Ne predstavljam si tudi, kako bi izgledal, če bi hodil, ker očitna razlika je, gor me je nekaj, dol imam pa krajše noge, tanjše noge, so v krču tudi, ampak ja, načeloma vedno nekje v ozadju, včasih bi pa tudi jaz naredil kakšen korak, dva ali pa že sam da vstaneš ali pa ne rabim jaz zdaj stalno hoditi, da naredim par korakov, pa da mi je voziček dejansko nek pripomoček. Zdaj je voziček, so moje noge. Ja. Zakaj sem to vprašal? Ker je mene dostikrat, ko predavam okoli, dobim vprašanje, če si želim, da bi imel noge. Ne? Mislim, ali pa če bi bilo možno, če obstaja, da bi dobil recimo noge. Ne? Pa si tako... Wow. Kako to odgovoriti? Itak logično je, da si želiš imeti popolno telo oziroma 100% funkcionalno, ampak ti pa jaz imamo oba dva 100% kvalitetno življenje. Ne? Se pravi, a pol to rabimo ali ne? Dejansko ne. Bi olajšalo, ampak ni pa olajšalo, nujno. ja. Olajšalo bi marsikaj, da je pa to nujno potrebno za res izkoristiti svoje življenje 100%, kot si rekel, da ga izkoriščamo. Ni. Se da tudi v sede ali pa v tvojem primeru s protezami. Ne?
vsaj meni se zdi, no, da živimo v enem takem predelu sveta, Sloveniji, Evropi, ki je razvit, ki v bistvu ne potiska invalidov na stranski tir in omogoča vključenost v družbo oziroma inkluzijo. Pa bi te mogoče še na tem področju malo vprašal, ti si se zaposlil, si koristil kakšne te elemente, se pravi, kako se včasih reče, pozitivne diskriminacije, ki olajšujejo zaposlovanje oseb z invalidnostjo? Nisem nikoli in sem se tudi branil tega, ker obstaja na Soči neka zaposlitvena rehabilitacija, ja, ki je sam nisem opravljal. Poznam par kolegov, ki smo bili v srednji šoli skupaj, so šli to opraviti in tako. Sem vedno hotel, da se name ne gleda kot na invalida, ampak kot na človeka. Zato tudi v službi nisem iskal, da me zaposlijo kot invalida, ampak kot Elvisa. Kot zaposlenega. Tako, kot Elvisa, kot zaposlenega. Tako da dejansko nisem nekih krajšnic iskal, niti jih upam, da nikoli ne bom rabil. Tako da tle nimam dosti izkušenj, niti ne vem, kaj se na tej zaposlitveni rehabilitaciji dogaja. Ne poznam postopka. Nikoli ga nisem rabil opravljati in upam, da ga ne bom rabil. No. Ja, verjetno je pač smiselno za tiste, ki so mogoče težje zaposljivi, in se omogoči neko to pa hvala Bogu, da obstaja za tako, ja. Ne, za težje primere. Ja, in kaj ti to v bistvu pomeni, da lahko normalno delaš oziroma... Pa to meni pomeni, da jaz živim samostojno življenje, ki mi, če vprašamo mojo mamo, ki me je rodila, na začetku od njej so rekli, da bom jaz dokaj hitro umrl, da je tako huda poškodba. In če že, da bom preživel, da me bo mogla vedno povijati, skrbeti zame doživljenjsko in tako. Zdaj sem pa tle, ne. Imam službo, imam nepremičnino, imam avto, imam punco, ukvarjam se s čim si sam želim, da se ukvarjam. To mi daje zagon za življenje, za uživanje, za potovanja in tako. Rad potuješ? Ja, zelo. Zelo, sploh zadnja leta, ki sem spremenil to mentaliteto, ker sva prej govorila. Sem videl že nekaj sveta, imam pa še dosti sveta za videti in ja, to je res, to mi je top. Kje si bil, recimo, nazadnje? Nazadnje sem šel road trip po celem Balkanu, se pravi Slovenija, Hrvaška, Črna gora, Bosna, Srbija, Makedonija, Albanija, Grčija in nazaj. 8 držav sem dal čez v 17 dneh. V 17 dneh. Ja. Pa se ti je bilo naporno? Oziroma... Naporno je bilo, je pa bilo lepo, lepi spomini so ostali v glavi. Res lepi spomini, je bilo naporno, ampak tako. Zdaj nek večji projekt je, da bi šel za mesec, dva v Ameriko, ker imam tam tudi neke sorodnike. Kateri konc pa? Atlanta. Tam imam sorodnike pa pol. Isto road trip. Ja. To mi je, ker pravijo, da je spet Amerika nek drugi svet. Definitivno je drugače. Tako, ti si že bil tam večkrat verjetno. Lahko rečem, da prvič me je ful presenetil, sicer ponavadi potujem ta del Texas pa Oklahoma, pa New Orleans sem bil, kako je prilagojena, v bistvu dostopna. Tam res malokrat se zgodi, da nimaš v kakšni stavbi dvigala ali pa nekaj tle pri nas dostikrat moraš iskati. To je itak, tle je mene Pariz presenetil. Piše pa vse dostopno, ampak dejansko ni. Dejansko ni. Podzemne so označene vse za invalide, pol imaš pa tako 20 stopnic pa dvigalo. Dobro, da sem šel takrat s kolegi, ki so me nesli po teh 20 stopnicah. Pariz je zelo zanimiv, ja, kar se res tega je tiče. zanimiv. Ali pa Makedonija. Bil sem v Makedoniji, rezerviral hotel, klical možakarja dol, pravi vse je dostopno z vozičkom, pridem 3 stopničke do vhoda. Ja, ni lih dostopno, ne. In zate to ni, ker že jaz recimo, ko grem lahko po stopnicah, pa so včasih take, ko so res zahtevne in si res rečeš. A pa obstaja recimo, imaš razne te aplikacije za rezervacije,
da bi to lahko nekako dokazoval, ne? Ker Zaenkrat, da bi jaz vedel, ne. Si mi pa dal zdaj dobro idejo, da bi začel razmišljati o tej strani. si programer, Ja. tako da imaš novo poslovno idejo. Evo, hvala. In lahko marsikomu rešiš kar velike Tako, ja, težave. dejansko, ja. Jaz sem ful vesel, da si prišel, da si vzel čas. Jaz sem vesel, da si me povabil, da sva se končno spoznala. Tako je, da ne bomo samo bedarji si Ja. pisali, tako kot najstniki. Ja. Ne, res sem ful vesel in ful spoštuje, kar delaš, ker ozaveščaš o stvareh, ki tudi jaz mogoče kdaj ne upam izraziti na glas. Pa, Ja, tle lahko rečem, ja. da si ti meni zgled nek velik. Jaz tu imam željo enkrat predavati tako kot ti biti konkurenca. Super. In če bom tebe imel za konkurenco oziroma da me boš presegel, bom zelo, zelo vesel, ker imaš izjemno zgodbo, izjemen talent. Mogoče se pa kdaj za nastop. združiva Tako. na kakšnem nastopu. Se Evo. veselim. Ja. Tako da hvala ti še enkrat, pa Hvala uspešno tebi. še naprej. Hvala tebi.